Danes v razpravi smo slišali, da je referendum orodje diktatorjev in tiranov, ob tem pa referenco na nacistično Nemčijo. Res so nacisti imeli neko farso referenduma ob Anschlussu, ampak to je napačno sklepanje. Imeli so tudi parlament in volitve, pa to še ne pomeni, da sta parlament in volitve značilnosti nedemokratičnih ali pa tiranskih sistemov. Značilnost nedemokratičnih ali diktatorskih ali tiranskih sistemov je omejevanje demokracije in omejevanje ali pa teptanje demokratičnih pravic. In to je to, kjer smo danes. Pri teptanju demokracije in teptanju ustavno zagotovljenih pravic. 11-krat več, kot predvideva naša ureditev, 2500 podpisov, 11-krat več smo zbrali podpisov v samo 5 dneh, se pravi 28.551. In 28.551 ljudi zahteva referendum o nabavi 780 milijonov orožja. Vi ga danes odrekate. To se dogaja prvič v zgodovini samostojne Slovenije, da se na ta način odreka referendum, in dogaja se prvič tudi nekaj še bolj pomenljivega. To je, da zlorabljate ureditev, ki ste jo sprejeli z izgovorom, da je samo za sprejemanje protikoronskih paketov, zdaj prvič zato, da bi trajno odrekli neko pravico ljudem. Ob tem se ne morete sklicevati na ustavo, ker ustava je zelo jasna. Tam piše, da je referendum nedopusten, če gre za nujne ukrepe za zagotovitev varnosti ali obrambe države. Ampak za razliko od mogoče kakšnega poslanca koalicije, ki ga ogrožajo razmere na vzhodu Ukrajine, Belorusije ali pa v Turčiji, ostalih ne ogrožajo razmere v Turčiji, Belorusiji ali Ukrajini, ampak državljane v tem trenutku ogroža zdravstveno virus in nedostopnost zdravstvenega sistema, ki je v lockdownu, gospodarsko in socialno jih ogroža negotovost in gospodarska kriza, politično jih pa ogroža to, da drsimo v odrekanje nekih ustavno zagotovljenih pravic. Vas bom tukaj spomnil na enega konzervativnega misleca, ki bi vam mogoče moral biti blizu. Hayek je rekel, da imamo rule of law in rule by the law. Razlika je, da je vladavina prava tisto, kjer imamo trajne, trdne in stalne standarde, rule by the law pa je vladanje, arbitrarno, samovoljno vladanje z dekreti. Danes smo pri slednjem. In če smo po prejšnji krizi odnesli ZUJF, DDV, fiskalno pravilo in tako naprej kot neke trajne posledice te krize, je tokrat na tehtnici ali pa na tnalu veliko več. To, kar smo zapisali v uvodni statement koalicije ustavnega loka, na tehtnici ali na tnalu je ustavna ureditev. In zato napovedujem na tej točki, da bomo seveda glasovali ostro proti, bomo pa to pravico ljudi branili na ustavnem sodišču in če bo treba še na kakšni višji instanci.